Z nami je že dr. Mitjan Kalin, redni profesor iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Danes pa ste tukaj v vlogi združenja oziroma organizacije Slotrip. Ja, drži. Naše Slovensko društvo za tribologijo organizira konferenco Slotrip že od leta 1994, vsaki 2 leti, z izjemo covidnega leta, tako da imamo skoraj 30-letno tradicijo že. Ampak nekako trendi grejo v racionalizacijo, v povezovanje in naša ideja je, da se nekako poveže čim več ljudi iz industrije, akademskega sveta, da razširimo znanje po potrebah in ideja je bila, da nekako se pojavimo, združimo moči z IRT forumom, kjer prihaja veliko ljudi iz industrije, in pa Slotrip, kjer mogoče delno prikrivajoče, delno pa tudi ne, neka publika, neki drugi udeleženci, kjer bojo našli zanimive ideje na IRT-ju, istočasno pa udeleženci IRT-ja na Slotripu in na nek način povežemo, sinergistično najdemo pozitivne učinke obeh konferenc. Kaj pa ste predstavili na industrijskem forumu? Torej, mi imamo različne udeležence, ki prihajajo iz industrije, delno iz akademskega sveta, imamo neka splošna predavanja o čisto nekih inovacijah, recimo, kar ni samo na nas vezano na tribologijo, ampak imamo tudi povezavo z recimo industrijskimi podjetji na področju maziv ali pa z zobniki ali pa recimo iz čisto štancanja, preoblikovanja in drugih, hidravlike seveda, stvari, ki so zanimive za vse ostale udeležence IRT-ja prav gotovo. Katere pa so inovacije oziroma novosti, ki bi vi izpostavili na področju maziv? Ta trenutek je jasno vse usmerjeno v trajnostni razvoj, v krožno gospodarstvo, v zelene tehnologije, tako da bi rekel iskanje zelenih rešitev, maziv, ki manj obremenjujejo okolje, ki so okoljsko bolj sprejemljiva, kar se pa neposredno povezuje tudi na površinske tehnologije, s katerimi lahko nadomestimo zelo zahtevna maziva, ker najdemo recimo določene prevleke maziva, ki so primernejša za recimo te novejše aplikacije, nove materijale. Imamo tudi nekaj plastičnih materijalov v smislu plastičnih zobnikov. Pravkar smo poslušali predavanje o življenjskem ciklu, kjer plastika ne pomeni problema samo reciklaže, so lahko tudi zelo pozitivni učinki na teži in na ostalih zadevah, na enostavnosti proizvodnje. Tako da bi rekel, so stvari nekako zelo kompleksne in te stvari želimo predstaviti tudi širše gospodarske javnosti. Pa so zelena maziva lahko enako učinkovita kot klasična umazana maziva? Absolutno, zelena maziva so in morajo biti enako učinkovita, sicer jih ne bi uporabljali, ampak seveda jih je manj, so manj razvita, mogoče so dražje v nekem trenutku, ampak stvari se razvijajo in prav zato to počnemo. Ne bi bilo industrije brez tribologije? Brez tribologije gotovo ne, praktično vsi mažemo, večino procesov se maže, ali pa tudi, če se ne maže, se pa uporablja površinske tehnologije, ki so ravno tako stvar tribološkega razvoja, raziskav, kjer uporabljamo različne prevleke in druge materijale, ki na nek način zagotavljajo nizko obrabo, nizko trenje in s tem dolgo življenjsko dobo, kar je pa cilj praktično vsake industrije in vsakega kontakta. Super, dr. Kalin, najlepša hvala za vaša pojasnila in uspešen forum še naprej.